Najprej bi se želel zahvaliti vsem ljudem, da so tako vzorno sledili navodilom strokovnjakov in politike glede ukrepanja v času, ki je bil izjemen. Tisto, kar je pomembno povedati, je, da ta čas ni mimo. Stvari so se izboljšale po tistem najbolj zahtevnem obdobju, vendar s krizo nismo opravili. Ona ostaja in ostaja dlje, kot bi si mi želeli. Morda ostaja 2 ali 3 leta. Vse to nas navaja, da pogledamo izkušnje iz preteklega pol leta, domače in tuje, in da se posvetimo tudi vprašanju nekega strateškega ukrepanja v prihodnje. Posebej bi se rad zahvalil strokovni javnosti. Mislim, da so bili in so izrazi občudovanja slovenske javnosti do ljudi, ki nam svetujejo glede ukrepov, da so bili iskreni in da so bili zares močni. Danes sem se z njimi pogovarjal o tem, kako naprej. Nekaj stvari za začetek, potem bom prosil vsakega od njih, da me pri tem dopolni. V vsakem primeru se moramo časa, ki je pred nami, lotiti z optimizmom. To ne pomeni, da menimo, da bo jutri konec te krize, ampak da jo lahko samo na način uveljavljanja dobrih praks, domačih in tujih, samo na ta način lahko premagamo. Ko bo enkrat cepivo, pred in po njem. To se mi zdi zelo pomembno spoznanje. Mislim, da smo, kot sem že dejal, pričakovali, da bomo z radikalnimi ukrepi, ki jih je javnost pozdravila, se jih je tudi držala, krizo relativno hitro premagali in se vrnili k normalnemu življenju. Zelo pomembno je razumeti tako rekoč enotno stališče uglednih strokovnjakinj in strokovnjakov, da dejansko živimo novo normalnost in da se bo na nekatere nove navade potrebno pripraviti. V tem smislu se mi zdi dragoceno dvoje sporočil, ki so mi jih danes dali. Mislim, da je zato potrebna vzgoja, ne samo naših otrok, ampak tudi nas samih, vseh nas. In da bi veljalo razmišljati na ravni strateškega ukrepanja v začetku jeseni za letošnje, naslednja leta, kako javnost navaditi na nekatere ukrepe, navade, ki ne postanejo običajne, ne postanejo norme, zato da ne bomo ljudje dnevno v zadregah, kako naj ravnamo in prav ravnamo, da bomo ravnali dostojno, prav, zaščitili sebe in druge. Jaz mislim, da smo Slovenci, ljudje v tej državi izkazali izjemno solidarnost v tem času, ne smemo pri tem popustiti, moramo skrbeti zase in za druge enako vnaprej. In druga stvar, ta se mi zdi enako pomembna, morda še bolj. Kot je bilo rečeno v pogovoru, če smo v zadnjih letih zlasti opažali, da v zdravstvu ni vse v redu in da potrebuje tako stanje ukrepanja, potem ne moremo pričakovati, da bo v izjemnih okoliščinah, kot je korona kriza, to zdravstvo lahko delovalo boljše. Današnje njihovo sporočilo, da je potrebno izkoristiti te okoliščine za to, da strateško ukrepamo, tako na ravni soočanja s korona krizo, ampak tudi za potrebami javnega zdravstvenega sistema za to, da bi izpolnil visoka pričakovanja, upravičeno visoka pričakovanja naših ljudi, to moramo opraviti zdaj in brez odlašanja. Vem, da je to težko, vem, da za nikogar to ne bo lahko, ampak morda, to je moja ocena, na osnovi mojih izkušenj skozi desetletja, so morda ravno te posebne okoliščine dobra priložnost, da slovenska politika pokaže dovolj enotnosti za to, da doseže potrebne spremembe, ki bodo šle v smer kvalitetnega javnega servisa, ki bo zadostil potrebam po ukrepanju v teh izjemnih situacijah, v teh 2-3 letih, ki prihajajo, in sicer. Na koncu naj rečem, optimizem, s katerim smo začeli, moramo poudariti še enkrat. Nič nam ne bo pomagalo, če bomo malodušni
če bomo jezni nad tem, da se moramo držati novih ukrepov, če bomo slabe volje za to, ker življenje ni tako, kot je bilo pred krizo. Višja sila nas je postavila v položaj, ko moramo na nov način skrbeti zase in za vse ostale. In zato je bolje, da to sprejmemo kot neko normalnost, se ji prilagodimo, se v njo uživimo in tako pravzaprav najbolj poskrbimo za to, da bomo to bolezen tudi premagali. Zdaj bomo poprosil vsakega od vas, da mogoče na kratko strnete vaše vtise z tega pogovora. Kar po vrsti. Prosim, izvolite. Lepo pozdravljeni nekateri še enkrat. Kot je že predsednik države omenil, premagali smo ta prvi del krize, velik val že spomladi in sedaj se tudi bolj ali manj uspešno borimo s temi vsakodnevnimi nihanji. Še nekaj časa bomo živeli na ta način, verjetno tudi še nekaj časa potem, ko bomo imeli, upajmo, uspešno in varno cepivo. Bistveno je, da še naprej dobro sodelujemo. Vsi ljudje med seboj na človeški ravni, da se zavedamo, da upoštevanje ukrepov ne pomeni, da imamo manj svobode, da so nam kršene naše pravice, zato ker se naše pravice pač končajo tam, kjer se začnejo pravice nekoga drugega, to je pravice do njegovega zdravja. Ob tem ne smemo izgubiti življenjskega optimizma, nošenje mask, ohranjanje distanc, razkuževanje rok, to so vendarle malenkosti v našem življenju. Če uspemo živeti ob tem eno srečno družinsko življenje, če smo zaposleni, če lahko delamo in smo seveda predvsem zdravi, potem imamo vse. Hvala. Prosim. Lepo pozdravljeni. Glede na to, da prihajam iz medicinske fakultete, kot univerzitetni učitelj sem nekako na vprašanje gospoda predsednika predlagala, da morda v vzgojo in izobraževanje že tako od čisto malih nogic, se pravi od vrčkevskih starosti naprej, vključimo morda te enostavne učne stvari, nekaj minut dnevno, kako si pravilno nadenemo masko, kako si pravilno umijemo, razkužimo roke, kako se obnašamo in se poskušamo že od malih nog in seveda skozi vse generacije, ki zdaj živijo v tem času pandemije, poskušamo navaditi na nov način življenja. Da se ne pogovarjamo izključno o tem, koliko je bilo testiranih, koliko je pozitivnih, kar so seveda izjemno pomembni podatki, ampak da na nek prijazen način, morda skozi izobraževanje, neusiljeno, prijazno, seveda vsaki skupini od malčkov naprej na njihov način, poskušamo to nekako odcepiti, da bo to naš normalen del življenja, kar nas bo ohranilo in obranilo tudi pred drugimi okužbami, ne samo pred virusom SARS-a. Hvala lepa. Za nami je praktično približno polovica leta, kar smo se nekako začeli resno in od blizu srečevati s tem novim virusom. V tem času smo videli mnoge stvari, mnoge pohvale, mnoge kritike, predvsem tisto, kar je pa meni izredno presenetilo v vsem tem času, je pa, da kot narod, Slovenci smo uspeli ponotraniti, vsaj do neke mere, večina ukrepe zaščite sebe, bližnjega, da nismo bili deležni tako hudih posledic, kot so jih mnoge države v svetu bile deležne. Je bila pa tukaj ena malenkost, ki smo pa vendarle pogrešali vsem tem času. Vemo, da bolezen sproži mnoge strahove, pa tudi tenzije, kaj bo, bojimo se za našo ekonomsko eksistenco in podobno. Tisto, kar pogrešamo včasih, je pa nekoliko več življenjske vedrine in pa tudi humorja, s katerim bi se lahko spoprijemali s tem novim stanjem. Prosim. Sem na varni razdalji. Torej, zdravstvo se je moralo soočiti z epidemijo v relativno težki situaciji. Mislim, da smo se kar dobro odrezali, vendar sedaj je prišel čas,
ko je treba začeti čim bolj normalno živeti, ob tem pa seveda ohranjati pravo mero opreznosti, se držati tistih ukrepov, za katere vemo, da so učinkoviti, kot so že moji predhodniki poudarili, ena življenjska vedrina in da ne smatramo, da so te ukrepi nekaj takega, kar nam krati neke osnovne pravice, ampak da z njimi pravzaprav zagotavljamo sebi, svojim najbližjim in pa tudi svojim sodržavljanom zdravje. Saj z moje pozicije lahko rečem, da bomo naredili vse, kar bo v naši moči, da bomo jesen in zimo poskusili kolikor toliko varno in normalno preživeti. Seveda bi si pa zelo želeli tudi pomoč vseh državljanov in upoštevanje pač pravil. Ja, spoštovani, saj so že vse drugi povedali. Torej, v krhkem ravnotežju med mikroorganizmi in med človeštvom prihaja do vseh večjih nihanj na škodo ljudi. In taka pojav nove bolezni je ravno odraz teh nihanj. Največkrat iščemo razloge za pojav novih bolezni, infekcijskih bolezni v pojavu novih mikroorganizmov. Pogosto pa spregledamo, kaj se dogaja pri človeku, kaj delamo s človekom in kaj delamo z okoljem. Zato mislim, da je izredno pomembno zavedanje, da potrebujemo manj sebičnosti, pa več odgovornosti in več dobronamernosti do sebe in do okolja. Mogoče še to, ukrepi, ki so v takih izjemnih situacijah, ob novih boleznih, so smiselni, se jih pa včasih težko navaditi, zlasti nam starejšim. Res pa je, da pravzaprav, če trezno pogledamo, to ne pomeni konec življenja. In zelo, zelo, zelo pomembno je, da si dopovemo in da to tudi v resnici čutimo, da ima lahko življenje kljub kakšnim majhnim ukrepom vseeno veliko, veliko draž in da ga živimo. Hvala lepa. Je kakšno vprašanje z vaše strani? Morda za koga? Prosim. Zdaj, vi ste virologinja, nekaj časa že poznate ta virus. Kaj pravzaprav smo se strokovnjaki naučili v tem času? Pa mogoče potem še kakšno podvprašanje o virusu kot takem. Vprašanje je bilo sicer kratko, odgovor pa je lahko zelo obsežen, pa ga bom poskušala zelo skrajšati. Torej, da je to povsem nov virus, ki sicer je zelo soroden svojim manj nevarnim sorodnikom SARS-om, da je veliko bolj prenosljiv, kot so bili do zdaj vsi ti virusi, da se sicer genetsko spreminja, kot se vsi virusi z RNA genomom, pa vendar ne tako nevarno, da bi to nas ta trenutek po recimo polovici leta, kar ga nekje dobro poznamo, moralo skrbeti. Kaj bi bilo še za omeniti o virusu takem na kratko? Mogoče me vprašate pod vprašanje, ki vas bolj zanima. Smo že slišali v zadnjih časih, da je mogoče virus tudi nekoliko oslabel. A je kakšna znanstvena podlaga za to trditev? Da je virus oslabel, zaenkrat ni nekih pravih znanstvenih raziskav. Še virus je z manjšo mutacijo dobil eno pravzaprav tako spremembo, da je nekako bolj kužen, vendar pri tem, da je bolj kužen, na srečo to ne vpliva na težo bolezni, torej se lažje razmnožuje. Naravne atenuacije zaenkrat še ni bilo dokazane znanstveno.
Mogoče, kako se bo pa ta virus obnašal jeseni, po zimi, ko bo bolj hladno, bolj vlažno, o tem smo že govorili, ampak mogoče še z vaše strani, kaj mislite? Nekih velikih sprememb ne bo, če samo razmišljamo o tem, da je južna polobla imela in še nekako ima konec zime in vemo, da se ni kaj veliko spremenilo. Seveda pa se moramo zavedati, da v tem času imamo veliko drugih virusov, ki povzročajo respiratorne okužbe in da bo ta samo še eden od ostalih, ampak kot rečeno, z primernim obnašanjem, varovanjem se bomo obvarovali tudi tistih naših običajnih virusov v zimskem času in tudi SARS-a. Imam eno vprašanje za vas, Tjaša Dogolin, Pop TV. V zadnjem času se je iz več držav poročalo, mislim, da je bil Hongkong nazadnje, da so tisti, ki so virus že preboleli, ponovno zboleli. Kaj nam to pove pravzaprav o imunosti na ta virus in kakšna je to popotnica za samo cepivo? Ja, ta poročila so zaenkrat znanstveno objavljena, Hongkong, Koreja in Združene države Amerike, posamezni primeri, vsaka država po en primer. Seveda nam to govori o tem, kar smo pričakovali, glede na to, kar poznamo sicer ostale koronaviruse, ki povzročajo običajne prehlade, da ne dajejo dolgotrajne zaščitne imunosti, no pri čemer pa verjetno pri SARS koronavirusu pa kljub temu ni popolnoma enako kot pri teh 4 običajnih koronavirusih, ampak v kratkem času, kolikor poznamo to okužbo, to bolezen, težko govorimo karkoli še na daljši rok. Cepiva so seveda, kot veste, preko 100 kandidatnih cepiv, nekaj tistih je v Liju, ki grejo zdaj v tej tretji, zadnji klinični fazi v poskus. Te faze so vsekakor po odobritvah Agencije za varno hrano in zdravila skrajšali, zelo skrajšali, sicer veste, da so to zelo dolgotrajni, leta dolgotrajni postopki, pa kljub temu bomo morali kar nekaj časa še počakati na varno in pa seveda uspešno cepivo, ki bo dostopno večini tistih, ki ga potrebujejo. Na koncu je še kakšno vprašanje? Prosim, če je. Sicer bom tukaj sklenil, rekel bom, da smo lahko ponosni. Najprej na znanje naše strokovne javnosti, na odgovornost zdravstvenih in političnih oblasti in najbolj in v celoti na ravnanje ljudi v tem času, ki je zahtevalo spremembo življenjskega stila. Kot so vsi poudarili danes, je treba na to, kako bomo ravnali v prihodnje, gledati z eno vedrino in optimizmom. To so neke potrebe, brez katerih ni mogoče zagotavljati vsaj približno normalnega življenja v prihodnjih letih. Mislim, da velja vzgajati za te norme, da se je treba potruditi tako glede otrok in sicer vseh generacij. Potrebna je neka vzgoja za to, da bomo ta čas doživljali čim bolj kot normalen čas, čeprav bodo potrebni nekateri ukrepi. In na koncu, to je verjetno čas, ko moramo, tudi če je težko, najti v politiki soglasje glede nekaterih strateških, strukturnih sprememb v javnem zdravstvenem sistemu, da bo lahko to in druge izzive v prihodnosti reševal še boljše, glede na upravičeno pričakovanje naših ljudi. S tem bi tudi zaključil ta pogovor z vami in se vam zahvalil za vašo navzočnost.